Koliko je folka že naprej na poti. Dober jutr, zdaj je ura 7 zvečer, midva so pa v Nemčiji in se furava do izhodišča za Zugspitze. Na Zugspitze bo šla po najtežji poti, ki se imenuje Höllental. To si lahko predstavljate, kot da bi šla na Triglav čez Plamenice. Izhodišče je v Hammerbachu, zato bova probala parkirati čim bližje temu naselju. Na poti sta dve koči. Do prve ni nič posebenega, od prve do druge koče sta pa dve varianti. Ena je krajša, ampak je treba plačati vstopnino, ker so naredili pot po soteski z veliko mostov in predorov. Ta druga pot gre pa višji gor in se potem spusti nazaj dol, kjer se združi s prvo. Od Höllental Angerhütte naprej se kmalu začne prva ferata, ki je ocenjena z B. Potem sledi ledenik in takoj po njem še druga ferata, ki je pa zaradi prvega navpičenega dela ocenjena s C. Ta ferata poteka do vrha, kjer bo pa najverjetneje čakalna vrsta, ker se na žalost na Zugspitze da pride tudi z gondolo. Zraven vrha je tudi meja z Avstrijo, ampak sam vrh je pa v Nemčiji in zato je to najvišji vrh Nemčije. Evo, sva prišla na parking za Zugspitze. Zdaj bova tukaj prespala, pa jutri zjutraj ob 4 začela hoditi. Najprej bova šla ob železnici do tiste vasi, pa naprej gor. Sej Zugspitze se iz tukaj ne vidi, zato ker ga zakriva tale Waxenstein. Ura je 10:30, tako da bova šla zdaj spat. Danes bova kar oba v avtu spala. Dober jutr, zdajle je najtežji del ture. To je vstajanje. Ura je 3:58, midva sva prištimana in zdaj pa sam gas. Uro pa pol do te prve koče. Aha, to je pa zdaj ta druga koča. 2 ur pa pol. Pa ta ptik vzela. To nama kaže pot. Nemška oznaka, da smo na pravi poti. Aha, se pravi, levo je bližji do te druge koče, tole je pa ta prva. No, tole je v bistvu nek vintgar, ki je zraven koče. Ker so tlele te vstopnine. Midva so zdaj tukajle in morava najprej do te druge koče, pa gor na vrh. Tukaj bi drugače mogla plačati, da bi šla naprej, samo izgleda, da zdaj še ne delajo, tako da je kar odprt.
pa sem moker, kaj da po dežju hodil. Sam še 40 minut do te druge koče. O, evo ga znak. 6 ur pa pol do vrha. Hohenthal Langerhütte. Hütte. Nič ne vem, kva je na tem znaku. Ja, po mojem tle kaj bolj uporabenega. Še 6 ur. Se pravi en Triglav. Se zdaj tle eno pauzo naredila, pa naprej. Konc pauze. Do sem je bilo 630 višincev, pa dobrih 8 km. Prišla sva pa v malo manj kot 2 urah. Še 6 ur. Tle so znaki na vsake 10 metrov. Zdaj pa tle malo pauze naredila, pa gor v steno. Takole, čelada je gor, komplet je gor, a sončna krema, to je najbolj važen. Tlele ga že zdajle žge, pa še lepo gor. Zdaj sva naredila že več kot 10 km razdalje, kar je kar velik. Samo to je zato, ker sva tudi parkirala toliko daleč. Le to model. Jaz tako hočem, veš, se pareti za to. What? Eno roko nazaj li, pa gremo. Ja. Vse dejansko ta prva ferata je bolj tako... Ma džabe se pripravljati. Dost džabe, ja. Mislim, dobro, edinuna, ta prva lojtra je bila, bi rekel, temu malo izpostavljena. Tukaj lepo vse, tudi če ne je bilo tele zajle. To bo ta zadnja tura s telimi čevlji, ki so že čist zmahani. Tlele pa izgleda plec za malco. Pa midva tudi eno pauzo naredila, da malo spijo pa pojeva. Zdaj pa naprej. Še malo pa prišla na ledenik. Pa sam še ta zadnja ferata pa do vrha.
sva že na snegu. Zdaj va dala pa tlele dereze gor, pa naprej po ledeniku. Koliko je folka že naprej na poti. Tale ledenik se je začel na 2200, tako da do vrha imava še ene 750 višincev. Tale ledenik je v bistvu sam moker sneg. Tamle gor se pa že začne ferata. Evo, midva so zdaj pod ferato. In zdaj tukaj je veliko ljudi, tako da bova mogla čist počas. Naredila sva že 1700 višincev, pa tukaj sva že ene 15 minut, tako da recimo 4 ure pa pol je bilo do sem. Za tem oranženim modelom bova šla, ker te so vsi v navezi skupaj, tako da jih ne bova lih razdirala. Excuse me. Thank you. Aha, tle je pa konc. Konc kabla. Redno tam tlele šel. Achtung, rein. Tele se odštevajo. Ja. Se mi zdi, da je bila 15 spodaj na začetku. Še 200 metrov imava. Zdajle hodva 5:40. Tako da po mojem v pol ure sva gor. Tlele je zdaj v bistvu skozi isti teren, pa sonce žge na polno. V te zadnjih 200 višincih sem 1 liter spil, tako da mi je skoraj zih zmanjkalo vode. Ker imam s sabo 3 litre pa pol, pa do zdaj sem že ene 2 pa pol spil. Tole je Waxenstein in zatem imava midva avto. Tamle dol je pa cel morje. Tole je žičenca, takole pa pot naprej. Se zdaj imava čisto še malo, še ene 150 višincev. Ko je tle več snega, ali je to? Tle smo čišče, veš. Aha. Čišče malo do vrha. Se zdaj bo pa zih gužva tlele na vrhu. Bo mogla čakati, da se va slikala. Evo, sva že v čakalni vrsti.
Do gor sva nucala 6 ur, skoraj 2200, recimo 2200 višincev, pa 14 km. Evo ga, vrh. No, zdaj pa sva res na najvišjem vrhu Nemčije. Mehr oder weniger sieht. Mehr. Nächstes Heute war ich sehr hoch. Zdaj pa ena dolga pauza, pa po isti poti nazaj dol. Kva sva se orenk najedla. Zdaj šla pa pogledat, če to postaja od Žičance tlele gor. Koliko je ljudi, počutim se, kot da sem v mestu. Takole pa zgleda vrh iz tele postaje gor. Ljudje se pripeljejo gor Žičanco, pa čakajo v koloni na slike. Ko je to kar en grad tlele. Tle gor je tudi meja z Avstrijo, tako da zdaj smo v bistvu v Avstriji. Zdaj ga pa pičiva nazaj dol. Dosti je bilo tega prerivanja med ljudmi. Koliko jih gre gor. Zdaj se bomo mogli na tej Ferrati skozi srečevati. Evo, sva že pod 2900. Malo je prevroče za rokavice, sem zdaj imel pa oba roke, kot da je bila v rudniku. Tale cuk špice je ful dober varvan, je v bistvu kot Triglav. Sam še dobrih 100 višincev, pa bova pa na ledeniku. Zdaj pa spet tale ta najtežji del. Hello. Are there more people down there? 2 or 3. Aha, okay. You can just come up, we'll wait here. Jeste gospodaj? Normalno je. Vi so rezignovali? Vidim, ja, oni grejo. Ja, zdaj ima tle bova počakala. Zdaj greva križce pa krožce, v bistvu majhen kamen, velik kamen. Ja. To morava čakati, da teli modeli gor pridejo. Koliko sva zdaj tle čakala, ne? 20 minut zih. Kako imam mrtvo nogo. Ko sem sedel na nogi. Čist imam mrtvo. Teli za noge so dokaj mejšni. Jaz v bistvu dobim pol dlani gor. No pa sva ista hujšga mem. Zdaj pa malo popit pa pojest, pa dereze gor, pa nazaj čez ledenik.
se že vidi kočo tamle dol. Deset ur, zdaj imamo do tiste koče še recimo 1 uro, pa od koče še 2 uri. Koča, nič ne čakala tle, tako da bom jaz kar po poti jedel. Zdaj pa ne bova šla po isti poti nazaj do prve koče, zato ker zdaj pa tista soteska že odprta in je pol 7 evrov vstopnine za brez veze. Tako da šla po eni drugi poti malo naokoli. Enajst ur. Tle je pa zdaj ta križišče. Evo tole. Še 2 uri kao nazaj do vasi. Ko mi dva imamo pa avto 2 kilometra ven iz te vasi. Se pravi, tlele je zdaj zaplačati. Tukaj pa zastonj pot. Tako da va šla po teli. Ni še dost štink, ni še dost. To gre zdaj v bistvu nad tisto potjo, kjer sva šla zjutraj gor. Zdaj pa spet malo višincev pridobivati. Gremo še tole pogledati. Je samo en medved tle noter sluk. Ne še. Hello. I was like, what the fuck is that? Ja. Ja. Kar na pot ven tlele. Kaj je to en pust ruzak. No, pa sem malo pridobil. Vojsi nisem nič pridobil, no, ampak vsaj nisem zgubil s to jamo nič. Kje? Ura 15. Ja, sem lej, ta klam je pa tle, a vidiš? Midva sva prej tukaj šla. Kje grejo? Po te novi poti ali po te stari? Po tej, ta novi. Te novi? Aj. Hammers. Da vidva. 12 ur. No, zdaj pa tlele noter. Še pol urce do vasi. Pa še ne vem, koliko je 2 kilometra do avta. No, tukaj sva šla pa zjutraj gor. 12 ur pa 25. Se ne bo 13 ur. Evo ga avto, to je to. No, pa nama je ratal. Naredila sva skoraj 29 km, 2350 višincev, vse skupaj pa trajalo 12 ur pa 3/4. To je pa tudi vse za danes, tako da se ga naslednjič. Ajde, čau!